V deželi pod Triglavom se Polž odpravil je na pot, da bi sestavil vlado. Kako se Polže kumudile, kam tak pohiti, cigudiku, migu, ram. In ko ga je od cilja ločil le še zadnji klanec in so ga vsi spodbujali, naj vendar pohiti, je v svojem zaletavem navdušenju stopil na zavoro, se spotaknil in zaklel. Prekleta naglica. Hitrost, s katero najverjetnejši mandatar Miro Cerar sestavlja koalicijo, je obratno sorazmerna s hitrostjo nastajanja njegove stranke. Gotovo se spomnite, kako je stranka, ki je hip predtem še ni bilo, le nekaj tednov pred volitvami, krenila na zmagoviti pohod. Z izdatno medijsko podporo pred volitvami so Cerarjevi mački iz Žaklja v parlamentu zasedli kar 36 mest, njega samega pa povzdignili v najverjetnejšega mandatarja. Vnema je bila tolikšna, da so njegovo uradno fotografijo na dan volitev skoraj že obesili med fotografije dosedanjih premierjev. K sreči so še pravočasno odstopili od te namere in tako prepričali, da bi Cerarjevo fotografijo posrale muhe, še preden bi sestavil koalicijo. Kot smo že povedali, je hitrost, s katero najverjetnejši mandatar Miro Cerar sestavlja koalicijo, obratno sorazmerna s hitrostjo nastajanja njegove stranke. Takoj, ko so bili znani izidi, je Cerar pokazal, kaj si misli o volitvah v času počitnic. Odšel je na dopust. Po vrnitvi pa se je počasi le lotil sestavljanja koalicije, o kateri se je že od začetka vedelo, da bi se v njej poleg stranke Mira Cerarja lahko znašli še Desus, Socialni demokrati, Zavezništvo Alenke Bratušek in Nova Slovenija. Po nekaj tedenskih usklajevanjih pa je zdaj že bolj ali manj jasno, da se o vstopu v koalicijo Mira Cerarja lahko pogovarjajo Desus, Socialni demokrati, Zavezništvo Alenke Bratušek in Nova Slovenija. Slednja sicer lahko ostane tudi izven koalicije, čeprav so ji vrata vanjo še vedno odprta. Skratka, gre za pogajanja odprtih vrat in če ne bi bilo ravno poletje, bi se kdo od pogajalcev gotovo prehladil. Prav zato upamo, da bo koalicija vrtnih škodljivcev sestavljena pred zimsko zmrzaljo, če ne že pred jesensko ohladitvijo. Seveda pa ne smemo biti krivični. Bodoči koalicijski partnerji so si pač vzeli čas za razmislek o najnujnejših ukrepih bodoče vlade. Ena od težjih odločitev je denimo status prvaka Desusa Karla Erjavca. Ni namreč povsem vseeno, ali bo slednji predsednik državnega zbora, evropski komisar ali zunanji minister, ali pa bo prevzel kak drug ministrski resor. Poleg tega je bilo treba Erjavcu v koalicijski pogodbi zagotoviti pravico, da v teku mandata te vlade vsaj dvakrat zamenja funkcijo, če ugotovi, da mu to ustreza. Precej manj težav z usklajevanjem imata stranka Mira Cerarja in Zavezništvo Alenke Bratušek, saj obe stranki ugotavljata, da med njunima programoma tako rekoč ni razlike. Še posebno to velja za področje financ, kjer bo Cerar očitno nadaljeval s tradicijo svoje predhodnice. Ker pa se Bratuškova zaradi kandidature za evropsko komisarko odpoveduje vsem funkcijam v novi vladi, utegne ministrica za finance postati njena pribočnica Maša Kociper, ki je v javnosti znana kot zagovornica dvokrožnega fiskalnega sistema. Kljub takim izjemnim dosežkom predkoalicijskega usklajevanja pa se v javnosti pojavljajo tudi pripombe na račun najverjetnejšega mandatarja Mira Cerarja. Kritiki mu očitajo, da sestavljanje koalicije vse predolgo traja in dodajajo, da je to škodljivo za državo. Na srečo se Cerar zato ne zmeni preveč in kritikom odgovarja.
že mogoče, da je počasnost pogubna za državo, a to, kar je pogubno, ni nujno tudi kaznivo dejanje.